Večer pred pomembnim dnem za 160 tisoč javnih uslužbencev je, sindikati javnega sektorja bodo jutri, kot vse kaže, dokončno privolili v nove reze v njihove plače. Na Ministrstvu za javno upravo in notranje zadeve so zatrdili, da zapletov ne pričakujejo in da je že vse pripravljeno za podpis sporazuma. Če bo res tako, čakajo javne uslužbence rezi že 1. junija. Nižje bodo plače, javni uslužbenci bodo prispevali od pol pa do nekaj manj kot 5%, odvisno od tega, v katerem plačilnem razredu so. Policist v 21. razredu bo denimo ob dobrih 5 evrov, zdravnik v 51. plačilnem razredu ob slabih 90. Poleg plač se bodo znižala nadomestila za bolniško odsotnost za prvih 30 dni, zdajšnjih 90% na 80%. Nižje bodo tudi premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, dodatki za akademske naslove se bodo zmanjšali za polovico, poseben dodatek za ženske pa bodo ukinili. Vse to bo veljalo tudi za tiste, ki sporazuma ne bodo podpisali. Saša Kranjc je zbiral zadnje odzive sindikatov. Saša, zdaj je verjetno že jasno, čigavega podpisa jutri vlada ne bo dobila. Dobro večer. Mnogi izmed 30 sindikatov javnega sektorja bodo odločitev o tem, ali bodo podpisali dogovor in stavkovni sporazum, sprejeli prav jutri. Med njimi tudi največji sindikat v javnem sektorju, sindikat vzgoje, izobraževanja in kulture. Predsednik Sviza Branimir Štrukelj nam je sicer danes povedal, da je prepričan, da bodo šolniki dogovora podprli. Dvomov o tem, da sklenjenih sporazumov ne bi podpisalo dovolj veliko število sindikatov, pa ni čutiti niti pri predstavnikih vlade. Po njihovih informacijah iztržek vladnih in sindikalnih pogajalcev podpira potrebnih 40% javnih uslužbencev in to je tudi meja, da dogovor začneta veljati. In dogovor bo veljal tudi za tiste, kot si že povedala, se pravi za znižanje plače, ki samega sporazuma ne bodo podpisali. Kot je znano, rezom v plače nasprotuje v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, pa v obeh policijskih sindikatih, vlada pa posebnih dodatnih pogajanj z nepodpisniki ne načrtuje. Poglejmo, kako se na to odzivajo v omenjenih sindikatih. Bomo ministru za zdravje predlagali en sporazum, v katerem bi rešili neke stvari, ki so za nas akutne v tem trenutku, recimo standardi in normativi, in nakazali rešitve v prihodnje, ki bodo seveda imeli tudi finančne posledice, ampak za čase, ko bo država v boljši kondiciji. Stavka je vedno opcija. Opcija kot sredstvo, da pridemo do cilja. Torej cilj mora biti sprejemljiv dogovor tako za sindikat kot za vlado na drugi strani. Jaz upam, da bo prevladal razum in pripravljenost prisluhniti argumentom sindikata policistov Slovenije v tistem delu, kjer se sklicujemo na že izvedene ukrepe. Saša, slišali smo predstavnika enega od dveh policijskih sindikatov. Kaj pa policijski sindikat Slovenije? Ta, vemo, stavka že od konca januarja. Lahko morda pričakujemo zaostritev stavke? Tega v policijskem sindikatu Slovenije ne izključuje, kot so nam povedali danes, seveda samo v primeru, če bo vlada še naprej kršila že sklenjene sporazume. S pristojnim ministrom se bodo sestali v torek, ob dobrem izkupičku dogovorjenega, pa bi lahko tudi oni podpisali dogovor o znižanju plač, seveda zamudo. Toliko.